Dober večer in dobrodošli v novi oddaji, ki svetuje predvsem, kako preživeti lep in čim bolj zdrav preostanek življenja. Seveda moramo za to začeti skrbeti že zelo zgodaj, pravzaprav ni nobene starostne omejitve, kdaj nas kakšna bolezen prizadene in dobro je, da smo na njo pripravljeni ali pa ukrepamo celo preventivno. Magister Nikola Krstič, doktor medicine, lepo pozdravljeni. Prihajate iz podjetja Mic Mengeš in že v pretekli oddaji sva kar nekaj koristnih nasvetov našim gledalcem podelila, tako bo tudi nocoj. Začela bova z obrabo hrustanca. Kako jo pravzaprav ga imenujemo bolj strokovno? Ljudje ga poznajo, verjetno pod tem imenom bolj natančno. Najprej dober večer vsem skupaj. Ja, danes predlagamo za razgovor, po domače rečemo, obrabo hrustanca. Beseda, ki je pa iz stroke, pa sigurno je vsakomur poznana oziroma veliki večini poznana, rečemo osteoartroza. Zdaj ponekje tudi govorijo osteoartritis. To je eno in isto. Osteoartroza, osteoartritis. In gre pa za to, da se hrustanec z leti tanjša. In seveda hrustanec v vseh 80 sklepih, ki jih imamo v telesu, v vseh teh sklepih, je recimo ena taka predstava sklepna glavica, sklepna ponvica, vmes med tema dvema je hrustanec in to lepo mehko polzi. In če je hrustanca dovolj, je potem vse skupaj v redu. Mi se sprehajamo, premikamo roke, vrat, karkoli že, brez kakršnih koli posebnih občutkov. No, kot rečeno, pojavi pa se z leti težava, ko se hrustanec tanjša. In ta bolezen se imenuje osteoartroza, osteoartritis oziroma po domače kar obraba hrustanca. Da bova malo osvetlila, koliko ljudi pravzaprav ta bolezen se dotika, dajva razložiti, recimo, imate kakšne odstotke oziroma podatke, koliko ljudi zboli za to boleznjo? Presenetljivo, tej bolezni so podvrženi številni med nami. In tudi v recimo srednjih letih, pa tudi mogoče statistika naprimer pokriva obdobje od 25 leta pa tja do 65, recimo, no tu pride ven številka 12%. 12% teh, ki so v tej starostni skupini, ima težave zaradi obrabe hrustanca. Ampak potem kasneje, v tako imenovanih zrelih letih, v tretjem življenjskem obdobju, ta odstotek zelo poskoči. Ne samo, da se podvoji, potroji, celo skoči na številko 70-80%. To se pravi, da je zelo razširjena ta težava. In zdaj, če vemo, da se ljudje v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, ampak v Sloveniji prav izrazito staramo, to se pravi, da je tega med nami čedalje več in čedalje več. In zato zdaj uvodoma je dobro, da povemo tudi kakšne znake imamo pri obrabi hrustanca. Hočemo povedati? Izvolite. Torej, ta bolezen, ko se začenja, pojavi se pokanje v sklepih. Poka, sklep enostavno poka. To tudi sicer, recimo, ko mi kaj naredimo z rokami, ko recimo prste tako iztegnemo, včasih začne pokati. To je en začetek, No, potem pa naprej, pojavi se manjša gibljivost. Vse je to znano, recimo, trdota je šla v sklepe, tako ljudje rečemo, včasih trdota je šla v kolena, trda kolena imam. No, to je eden od bolj zgodnjih znakov obrabe hrustanca. Naprej se pa stvari tudi komplicirajo, hrustanec se še naprej tanjša, in potem naslednji znak, ki je pa malo bolj tak, bi se reklo, kar malo bolj resen, to je pa koleno oteče, oteklina,
pojavi se vnetje. Ne. Tisti znak, ki je pa najbolj težaven, ne, so pa boleči občutki. So pa boleči občutki, bolečina, a ne, in to so potem največji problemi. A ne. To so največji problemi, pri čemer pa tudi ta bolečina oziroma ti boleči občutki se stopenjsko razvijajo. Bolj, ko grejo leta, ti boleči občutki se najprej pojavijo, veste, za nekaj časa pa zginejo, ne, potem pa se pojavijo kar za dlje časa, pa postanejo malo močnejši, ne, se spremenijo v bolečino, no takrat pa že ni več heca, to je zdaj že napredovala oblika pravzaprav obrabe hrustanca. Ne. Bolečina je glavni problem. Vnetje, smo rekli prej, vnetje in bolečina. Ne. In to so hude težave, veste, človek, ne, mi vsi, vi, pač kdorkoli nas zdaj gleda, ne, mi vsi smo narejeni za gibanje. In to omogoča hrustanec, pa zdravi sklepi in tako naprej. In kar naenkrat, to počasi izgubljamo, ne, in to je velik problem. To je velik problem, ne. Vse težave zdravstvene, ki jih imamo, ko je manj gibanja, so večji problem. Vsaka bolezen, če se človek ne giblje, če se ne more premikati, postaja čedalje težja. In zato je zelo pomembno, če se uspemo, oziroma če zmoremo, tukaj biti uspešni. In zdaj, to je pa eno zelo zanimivo področje. K sreči imamo tudi zelo spodbudne novice, zlasti zadnjih recimo 15-20 let. Včasih smo obrabo hrustanca v vsej tej paleti, od tistih začetnih znakov pa do hudih bolečin, recimo zlasti ponoči, veste, boleč sklep, pa recimo se malo umiriš se, pa zaspiš. To recimo zlasti starejši ljudje vedo. V spanju pa človek ne miruje. V spanju je človek se premika in potem, ko se malo bolj premakneš, da je tudi recimo boleče koleno zraven, se takoj zbudiš. In se pravi, starejši ljudje imajo že itak rahel spanec, potem ta bolečina. No in mislim, hočem samo poudariti to, kako kvaliteta življenja trpi zaradi obrabe hrustanca. Izdatno trpi. No, kot rečeno, medicina se je trudila, ne vem, 50 let nazaj, 100 let nazaj, 200 let nazaj, kolikor smo vedeli in znali. Zdaj se bom mogoče osredotočil samo na nekatere te vidike, recimo na protibolečinsko zdravljenje, recimo, ali pa protivnetno zdravljenje. Pred recimo 30-40 leti, torej te bolezni, ki ima, kot smo rekli prej, takšne in takšne znake, vzrok je pa v obrabi hrustanca. To je vzrok, ostalo so pa posledice. In znali smo dolg časa, oziroma ves čas pravzaprav zdraviti samo posledice. Kaj to zdaj pomeni? Če recimo dobiš vnetje, pa si dobil kakšno protivnetno zdravilo. To poznamo. To imamo. Potem pa recimo boleči občutki, pa bolečine. Si dobil bolečine, boleče občutke, smo dobili nekaj proti bolečini. In smo vplivali na posledice. Ampak, zdaj pa ta ampak, vzrok je pa ostal nedotaknjen, veste. In tu je potem ta pač zadrega. Zdaj, to ni nobena kritika, tako je pač bilo. Zdaj, mogoče se marsikdo zdaj, ko nas gleda, spomni recimo, kako, če je recimo sam to doživljal, ali pa recimo, če pozna starše, pa stare starše, kako so to doživljali,
Tu smo recimo protibolečinske tablete dajali, ne? Pa smo dajali blokade, ne? Pa smo dajali recimo intravenozno tudi, a ne? Ko so bili hudi primeri in tako naprej. Ampak, kot rečeno, vse to, kar se je počelo, a ne, je bilo torej učinkovanje na posledice, ne? In zdaj recimo, kaj se je dogajalo, ne? To je tudi prav, da tako po domače povemo, ne? Veste, recimo smo težave z kolenom, boleči občutki v kolenu, si šel k zdravniku, zdravnik ti je napisal protibolečinske tablete in si ti to vzel, ne? In zdravilo je začelo delovati, bolečini nisi več čutil. A smo mi bolezen s tem pozdravili? Nismo je pozdravili, ne? Mi smo samo... Malo smo jo ublažili. Ublažili smo samo bolečino, bolezen je pa noter. Deluje tako kot prej, a ne? In zdaj pa to, recimo, kar je bila zadrega, a veste. Mi smo hodili tako, kot da koleno ne bi bilo poškodovano, a ne? In smo tisto, kar je bilo poškodovano, še bolj razdražili, še naprej, a ne, z hojo normalno, a ne, pač dodatno poškodovali, ne? In seveda, zdravilo je nekaj časa delovalo, ne? Potem se je pa porabilo, bolečina se je vrnila in kakšna je bila? Bolečina je bila večja. Bolečina je bila večja, ne? To se pravi, dogajalo se je to, ne, da bolj, ko si imel protibolečinska zdravila in se lahko verjetno tudi še danes dogaja, marsikomu, če je na tem, a ne? To se pravi, da jemlješ protibolečinska zdravila, bolečina pa je čedalje večja, ne? In zdaj pa ni pa samo to, recimo, bil problem izkušnje, marsikdo ve povedati, ja, tudi želodec sem si s protibolečinskimi tabletami mečken, bom kar rekel, pokvaril, a ne, boleč, želodec je postal, a ne, a veste. To se pravi, spet ena zadrega, ne, zdraviš bolečino, ta bolečina, ki jo zdraviš, ti postaja čedalje večja, pa še nekje drugje tudi fašiš bolečino in tako naprej. Se pravi, problemi, ne. No, zdaj, pred nekaj minutami sem rekel, da imamo lepe novice, da imamo optimistične novice, a ne. Pred 20 leti in nekaj, a ne, mogoče malo manj, se je pa uveljavilo zdravilo, ki mu rečemo glukozamin. Glukozamin, zdravilo glukozamina, ne, to je zdravilo, ki popravlja obrabljeni hrustanec, veste. In naj bo to iztočnica, da povabiva še naše gledalce k sodelovanju. Nikar se ne ustrašite, nocoj ničesar konkretno ne prodajamo, pač pa svetujemo, razlagamo, kaj so vzroki, posledice in kako pravzaprav začeti dovolj kmalu zdraviti obrabo hrustanca, da do le-te ne pride oziroma pride čim pozneje. Nikola Krstič je doktor medicine in se na svoje področje zelo dobro spozna. Pokličite ga, vprašajte ga karkoli. Seveda pa lahko zdravilo glukozamin pozneje naročite tudi v njegovih prodajalnah oziroma specializiranih lekarnah. Gospod Krstič, dajva zdaj ta famozni glukozamin malo bolj opredeliti. Predstavite nam ga, razloživa mogoče gledalcem najprej razliko med prehranskim dopolnilom in zdravilom. To se mi vendarle zdi ena taka zelo pomembna razlika, iz katere morda lahko izhajava najin nadaljnji pogovor. Bova povabila naše gledalce in ko bodo želeli, lahko pokličajo, telefonske številke so izpisane. V redu. Torej, zdravilo glukozamin popravlja obrabljeni hrustanec. Ta obrabljeni hrustanec pomeni, da se je stanjšal, pomeni, da ima razpoke, pomeni, da se je tudi malo zdrobil, in pomeni pač to, da tudi imamo zaradi tega, kot smo rekli prej,
cel kup znakov in najbolj problematičen znak so pa boleči občutki oziroma bolečine. Bova sprejela telefonski klic, pa potem obrazložila te bolečine vnaprej. Dober večer, komu? Ja, iz Maribora kličem. Jaz bi vprašal gospoda doktorja, namreč... Ja. Halo, se slišimo? Ja, halo. Kar postavite vprašanje. Ja, jaz gospoda doktorja sprašujem, jaz sam namreč meni so ugotovili artrozo. En koliko sem že menjal zaradi obrame, zdaj imam še levega in pa potem se bojim, da ne bo to prišlo še na kolena. Zato sprašujem, kakšna je tu rešitev, ali se da to preprečiti, da ne bi več šel na operacijo, ali z tem zdravilom, ki ste ga prej omenili, ali je še kakšna druga rešitev. Hvala lepa. Lep večer. Lahko noč. Ja, vprašanje je zanimivo. Gospod je omenil najbolj pogoste sklepe, kjer imamo težave zaradi obrabe hrustanca. Tu not pa se lahko zadevo komentira tako, a veste, da obraba hrustanca, ko jo dobimo, nastopi v vseh 80 sklepih, koliko jih ima človek. Se pravi, v vseh sklepih, tudi v medvretenčnih prostorih, se hrustanec tanjša in zdaj pa ni pa nujno, da se v vseh sklepih hkrati pojavljajo težave. Težave se pojavljajo predvsem tam, kjer so sklepi najbolj obremenjeni. Ker tisti sklep, ki je najbolj obremenjen, potem tudi seveda te težave, pa tudi boleče občutke, pridejo prej, delajo težave in tako naprej. Tako da ljudje recimo imajo en tak občutek, ja, druge me ne boli, ampak me boli samo v kolenu, druge me ne boli, boli me samo v kolku in tako naprej. V resnici je pa to sistemska bolezen in so prizadeti vsi sklepi, manifestira se pa različno. Najbolj prevladuje koleno in tudi gospod je že, če sem ga malo razumel, je začel govoriti o svojih kolenih, se pravi tudi tam, zelo verjetno ima boleče občutke, vsaj to, prizadetje pa, kot je rekel, v drugih sklepih, v drugih dveh, ki sta tudi zelo pogosta. Torej, statistika Svetovne zdravstvene organizacije oziroma njenega centra za bolezni gibal, ki je povzel rezultate številnih študij po svetu, je nedvoumna, je prepričljiva in tudi vsake toliko časa to izpopolnjujejo. No in včasih, a veste, tisti, ki so bili na čakalnih listah za operativne posege, to je zdaj zelo znana tematika v Sloveniji, čakalne dobe, čakalne liste in tako naprej. Dokler ni bilo glukozamina, so 100% vsi šli na operacije, kdor je doživel, če ga ni prej pač tudi pobralo, pravzaprav, če je bil v visoki starosti. Tudi to se je dogajalo. No, se pravi, na čakalno listo 100% vsi na operacije. Z nastopom zdravila glukozamin se so pa stvari začele spreminjati. In danes imamo podatek spet iz teh centrov za bolezni gibal, to so, kot rečeno, preverjeni podatki, da kar 57% ljudi, ki so na teh čakalnih listah, ima možnost, da se operaciji izognejo. Tu mislim, da počasi odgovarjam gospodu iz Maribora, ki se je zanimal, kaj naj naredi, kako naj se zdaj loti svojih zdravstvenih težav zaradi obrabe hrustanca. Recimo, idealno bi bilo tole, on dobi znake,
naprimer v kolenu, ne, in se svetuje, takoj začnite jemati zdravilo in potem pa čakamo rezultate, ki jih pač imamo, a ne, in to bi bilo recimo nekako idealno, ne. Se pa dogaja tudi to, da marsikdo še ni slišal za glukozamin ali pa ne dobi nasveta za glukozamin, tudi to, tudi za te primere vemo, a ne, in gre na operacijo in potem sliši za glukozamin, kot je zdaj gospod slišal za glukozamin. Tudi v tem primeru takoj svetujemo jemanje glukozamina. Zakaj? Ja, ker smo rekli prej, obraba hrustanca je sistemska bolezen. V resnici so vsi sklepi v težavah, samo nekateri se oglašajo, ki so najbolj obremenjeni. A ne? In mi recimo stvar tudi stopnjujemo, ne? Pa brez zadrega, ker dejansko je tako. Ne? Kdor je bil na operaciji zaradi svojega sklepa, to je najboljši dokaz, a ne, da on takoj rabi iti na zdravljenje z zdravilom glukozamin. Z zdravilom glukozamin. To ste lepo že poudarila, ne, da moramo danes tudi povedati, ne, kaj je pravzaprav. Da to ni dopolnilo, tako. Tako, da ni dopolnilo, ja. O katerem nimava prav dobrih informacij, ne? Ja. Niso učinkovite oziroma niso potrjeni njegovi učinki. Ja, te stvari so verodostojne, veste, mislim, dejansko je tako, a ne, da zdravilo glukozamin, a ne, ima določeno količino zdravilne učinkovine, ki jo pač rabimo pri zdravljenju, a ne, potem mora biti določena tudi vrsta, a ne, te zdravilne učinkovine, potem v zdravilu ne sme biti nečistot, ne sme biti težkih kovin in tako naprej. In to vse skupaj, ko se združi, je tisto, kar omogoča zdravljenje, a ne, a veste. Pri nas pa recimo, ko imamo glukozamin prehransko dopolnilo, glukozamin prehransko dopolnilo je standardiziran. Ima do 600 mg, recimo glukozamina, a ne, zdravilo ga pa mora imeti 1500, ne, to se pravi dvakrat, 2,5-krat in celo tudi večkrat v nekaterih primerih je učinkovine premalo in glukozamini potem ne zmorejo zdravljenja, ne. Sprejmiva telefonski klic. Ja. Dober večer, komu? Dober večer. Pozdravljeni. Gospa Simona pri telefonu. Mene pa nekaj zanima, jaz pa nisem tako stara še, a ne, pa me vseeno bolijo kolena. Zdaj pa zanima ta glukozamin, lahko preventivno tudi jemljem ali je to kaj narobe, če bi jemala to? Nisem da razumel. Sprašuje, če lahko, glede na to, da je mlajša, jemlje glukozamin preventivno. Kolena me pa bolijo vsake toliko, a ne vedno. Pa ste bila na pregledih mogoče? Ne, če nisem bila. Mi pa tudi zateče tule, recimo, tetale jamica spod, pač tu vmes noter. A pod? Ja. Ja, gospa, prvo, kar je, vam svetujem seveda diagnostiko. Naredite diagnostiko. Koliko let imate? Koliko ste stara? 44. 44. No, tu smo že v obdobju, ko se te stvari začnejo pojavljati, ne, a veste. Samo zaradi tega, da smo si popolnoma nejasni, kaj se v vaših kolenih dogaja, a ne, je potrebno iti na diagnostiko, veste, da vam slikajo kolena, to vam zelo resno svetujem. Pejte na slikanje kolena, da vidimo, kaj je noter, a ne. Zelo verjetno, zelo visok odstotek je, da bo to začetna obraba hrustanca. Ampak to je treba garantirati, a ne? Da smo potem mirni in da potem gremo z jasnimi... Hvala lepa, nisem vedela, kako poteka, no, to pa super, da ste zdaj povedal. Ja. Naprej bom pa poslušala po televiziji, če... Prav. Lepa lahko noč. Prosim, lahko noč. Diagnostika se vam zdi zelo pomembna. Zelo pomembna, ker so lahko tudi nekateri drugi razlogi za težave v kolenu, a veste. Drugi razlogi, naprimer. In če je to začetna obraba hrustanca, in ko se potrdi obraba hrustanca, potem pravzaprav je tako, veste.
Obraba hrustanca lahko nastopi zaradi starosti, to je recimo tisto, o čemer se danes pogovarjamo. Lahko pa je tudi kakšna druga bolezen, bolj da je ne imenujemo, ki tudi povzroča obrabo hrustanca. In v vsakem primeru pride prav, da se jemlje glukozamin, samo če je še kjera druga bolezen zraven, potem pa jo treba takoj zdraviti, takoj operativno pa tisto ven data, če je to noter, se ne strašim, ampak je pač potrebno, da imamo jasno sliko pred seboj in potem prosim gremo z glukozaminom in potem mislim, vemo, kaj počnemo, dokler nimamo povsem jasne diagnoze, kaj je noter v sklepu, toliko časa smo negotovi, in vsak želi seveda in mi tudi, vsakemu pač najboljše, tako da je treba iti na slikanje, včasih je pa tudi tako, veste, da slikanje ne pokaže, tako da to recimo zdaj gospe pripovedujemo, možno je tudi to, da je recimo slika ne bo pokazala, da ima obrabo hrustanca. Tudi to je možno, če se ne težave ponavljajo, potem mi kljub temu vemo, da so te težave prisotne in potem kljub temu gremo v jemanje glukozamina. To je tudi možno. Zdaj, to je recimo rentgenski posnetek, če se pa gre v magnetno resonanco, tam pa se pa tudi sicer vse, tudi najmanjše te poškodbe ugotovijo, je pa smiselno, da se lotimo tistega, kar je učinkovito, in to bova tudi zdaj v naslednjih minutah povedala. Glukozamin zdravilo, pa glukozamin prehransko dopolnilo, kakšne so razlike. Super za uverturo, kratek predah si bova privoščila, kasneje se vrneva. Predvsem zato, tako kot je gospod Krstič rekel, ne boste negotovi, zato da vam podamo še kakšno informacijo več, da boste znali rešiti svoje težave. Ostanite v naši družbi. Dobrodošli nazaj v studio. Če želite najti kakšno novo pot do zdravja, potem je to oddaja prav za vas pisana na kožo. Pokličite nas, vprašajte mojega gosta nocoj, karkoli želite, zagotovo vam bo znal strokovno svetovati in nič ni narobe, če pridobite še kakšno drugo ali pa tretje mnenje, samo da boste prišli do svojega zdravja, kakršen je tudi naslov oddaje. Doktor Krstič, že prej sva nekaj govorila in rada bi poudarila to bistveno razliko med glukozaminom, ki je zdravilo, in glukozaminom, ki je pravzaprav prehransko dopolnilo. V čem se najbolj razlikujeta in kako seveda učinkujeta? Ja, poglejte, torej bolezen obraba hrustanca smo rekli, imamo vzrok, to je stanjša hrustanec in imamo posledice, to je pokanje, vnetje, manjša gibljivost, pa boleči občutki in bolečine. In zdaj, glukozamin, ko je zdravilo, ko je glukozamin zdravilo, zajame tudi bolezen v samih koreninah, se pravi pri vzroku, popravlja obrabljen hrustanec. In ko vi popravljate vzrok, potem avtomatično izvenevajo, izginejo tudi posledice, tudi bolečina izginja, vnetje izginja, gibljivost se vrača, pokanje tudi se umiri in tako naprej. To je glukozamin zdravilo, se pravi, deluje na vzrok. In to je tisto, kar je ključno. Pri glukozaminu, ki je prehransko dopolnilo, pa tega dometa, te moči nima, ampak vpliva samo na posledico. To se pravi, če vas boli, vam bolečino zmanjša. Ko imate vnetje, vam se tudi vnetje umiri. Gibljivo se začne malo popravljati in tako naprej. Ampak kot rečeno, glukozamin prehransko dopolnilo vpliva na posledico, na vzrok pa ne. In ker ne vpliva na vzrok, se bolezen širi naprej. In tako, čez določen čas,
Seveda, to vplivanje na posledice ni več, ne more biti več učinkovito, ker se je vzrok razširil in deluje naprej, povečuje vse te posledice, in ko se težave vrnejo, so večje, a veste. In to se dogaja. To se zdaj ravno kar v zadnjih 2-3 letih se v Sloveniji v velikem številu dogaja. Jaz to moram reči, veste. Imamo tudi številke, ki to potrjujejo. Od recimo maja 2016 pa do decembra 2018, to je statistika, ki jo pač poznamo, za koleno recimo, so se vsi kazalniki bolezni, se pravi v teh 2 letih pa pol, naprimer, vse bo nekako tako, ja, v 2 letih pa pol, so se poslabšali, a morate si predstavljati, za 57%. A veste, kaj je to? To so res velike številke. In zadrega je v tem, da zaradi izdatne promocije, kampanje in glukozamina, prehranskega dopolnila in še nekaterih drugih učinkovin, kot je recimo kolagen, kot je elastin tudi, kot je chondroitin pa hialuronska kislina, ki se jim tudi pripisuje, da naj bi zdravili, ljudje, ko poslušajo reklame, dobijo vtis, zdaj bom pa jaz z kolagenom svoje sklepe začel zdraviti. Ne, se ne da, ni tega učinka. In zdaj mi recimo, ki si upamo takole to govoriti v javnosti, ne govorimo na pamet, a veste. Te vse stvari so raziskane. So raziskane vse te stvari, ki sem jih povedal recimo za glukozamin prehransko dopolnilo. Gotovo pa najne gledalce zanima, ali ima glukozamin zdravilo, seveda, o katerem govoriva, vedno 100% učinkovitost. To je zdaj zelo obširna problematika, nobena stvar na svetu ni 100%, nobena stvar, in tudi glukozamin ni 100%, zdaj znanost napreduje, znanost napreduje, medicina je tudi to področje raziskala, tako da tudi vemo recimo zadnjih 5-6 let, tudi v tistih recimo odstotkih, ko ljudje jemljajo zdravilo glukozamin, pa pričakujejo učinek, kot zdaj pripovedujemo, pa ga ni toliko, oziroma niso zadovoljni, mi predlagamo ne odlašati, takoj sporočite. In v tem primeru se gre, a veste, v tako imenovano prilagoditev zdravljenja, mi rečemo stojko individualizacija zdravljenja, to se pravi posamezniku prilagodimo zdravljenje. Mi recimo imamo eno povprečno navodilo, kako se zdravilo jemlje, to je recimo 3-krat po 1 kapsula na dan glukozamina Pharma Nord, redno in trajno neprekinjeno, in to je to. Zdaj, v nekaterih teh primerih, pa zaradi nekaterih stvari, ki se dogajajo v telesu, tega učinka ni v polni meri, in potem se je treba o tem pogovoriti, je treba to individualizirati, se pravi, v razgovoru se ugotovi, kaj in kako je treba še narediti, kakšno diagnostiko še mogoče, da tudi v teh primerih začne glukozamin v polno zdraviti. Ampak še vseeno bi se vrnil, veste, na to, se pravi glukozamin zdravilo, pa glukozamin prehransko dopolnilo. Se pravi, to, kar recimo trdimo, da glukozamin prehransko dopolnilo nima moči, da bi zdravil, to je absolutno strokovno dokazano, a veste. Ja. Mi imamo za prehranska dopolnila v Evropski uniji, imamo eno veliko inštitucijo, eno agencijo, deluje v Parmi, v sosednji Italiji, imenuje se Evropska agencija za varna živila, recimo mi v stroki vemo, to je EFSA, Evropska agencija za varna živila, ker glukozamin je živilo, prehransko dopolnilo, ni zdravilo.
No in oni so to preverjali, ne? Oni so to ugotovili, veste, da glukozamin, prehransko dopolnilo, nima moči niti, da bi vzdrževal zdrave sklepe, seveda potem, če ne more niti vzdrževati zdravih sklepov, ko so sklepi bolni, pa seveda je tega učinka absolutno ni za pričakovati, ne? Ker takrat se rabi še nekaj močnejšega, ne samo Preveriva še, Ja. kaj zanima najnega gledalca oziroma gledalko. Dober večer, komu? Dober večer, Janja na tej strani. Pozdravljeni, povejte. Dober večer. Jaz sem pa eno vprašanje, sicer me zanima, jaz sem zelo telesno aktivna, tek pa telovadba pa to, pa zadnje čase opažam, da imam močne bolečine, no, po vsaki aktivnosti. Kje imate bolečine, gospa? V kolenih. V kolenih. Aha. Ja, Koliko let imate? 40. 40. Ja. Ja, gledajte, spet smo imeli podobno vprašanje, ampak brez dodatne diagnostike vam ne bi dal nasveta. Na vsak način pejte še na eno slikanje, da vidite, kaj je v kolenih, a ne? A veste? Ja, Ne? okej. In ko bomo potem sigurni, da gre za to in to, konkretno recimo za obrabo hrustanca, potem začnite takoj z rednim jemanjem zdravila glukozamina. Vi ste zdaj v obdobju, ko se to začne pojavljati, če ste torej aktivna rekreativka, potem pa toliko bolj, vam pa lahko posredujem torej izkušnje, da poznam številne primere tudi iz raziskav, tudi iz študij, ko tudi recimo 50, 60, 70-letniki so aktivni, rekreativci pri teku, pri joggingu, tudi če je potrebno z rednim jemanjem zdravila glukozamina. Tako da to bi bil odgovor. Pa je, kot rečeno, spodbuden. Spodbuden je. V redu. Najlepša hvala. Hvala lepa, lahko noč. Prosim. Ja, lahko noč. Lahko Povabi noč. vas še ostale gledalke in gledalce, da nas pokličete, če vas karkoli zanima v zvezi z zdravilom glukozamin oziroma samo obrabo hrustanca. Mi vam morda poveva ali pa poudariva še to. Pri vas ne izvajate diagnostike, pravite, da je dovolj centrov po Sloveniji, da si gledalci lahko gredo tja izmeriti, poslikati svoje okončine telesne, če lahko temu tako rečem. Kako pa potem pri vas poteka proces? Vi pa ste znani po posebnem strokovnem svetovanju, vsakemu posamezniku se posvetite. Ja. Ko vas pokliče? Kaj potrebuje za to, da vas... Torej, vse se lahko pohvalimo, veste, mi to počnemo zdaj že, kar se tiče glukozamina in teh težav v gibalih, mi to počnemo že desetletje in pol, ker precej izkušenj smo si nabrali, tudi študijsko smo šli v vse te probleme, seveda vse z namenom, da koristimo ljudem, da svetujemo, kako to zdravilo jemati. In tu se nam je nekako čisto samo po sebi razvilo stopenjsko svetovanje. Veste. Če gre za eno tako vprašanje, ki je pogosto, ki je dovolj samo recimo telefonsko, da se pogovorimo, potem to naredimo. Tako recimo, kot naprimer zdajle. To je bilo telefonsko. So pa nekateri primeri, ko se stvari mečken zapletejo in takrat prosimo ljudi, če želijo, da nam pošljajo kakšno kopijo svojega izvida. Seveda samo, če želijo. Varstvo osebnih podatkov je absolutno. Tu je itak vse temu podvrženo. Mislim, zlasti v zdravstvu, ker smo tudi poklicno vezani na poklicno tajnost in tako naprej. Tako da to je možno, to se pravi, to je ena taka druga stopnja, se pa stvari včasih toliko zapletejo in so ljudje toliko recimo v problemih, v težavah, da včasih želijo imeti tudi fizično kontakt z nami. Se pravi, da se z nami pogovorijo, da mi svetovalno dejavnost izvedemo v živo. Seveda to potem naredimo tako, veste, tu ne govorimo o 5-6 minutah, ampak govorimo kar
3/4 ure, 1 ura, ampak podrobnega razgovora, ker tle je cel kup problemov, veste. Vi ne morete nikoli, recimo, bolezni izolirati samo na koleno in tako naprej. Cel kup stvari je lahko se tukaj not prepleta, in to tudi, stroka to ve, in potem pa gremo, veste, v tem direktnem svetovanju, za katerega se pa seveda moramo zmeniti za dan pa uro, se seveda pride za dokumentacijo, tudi povemo, kako se bomo pogovarjali in mi recimo potem odpremo, če je nekdo recimo star, 70-80 let, odpremo obdobje za 30-40 let nazaj, pa gremo, pa vidimo kaj in kako, No in tu se dajo lepe stvari izluščiti, in moram reči, da imajo ljudje zelo dober občutek, mi pa tudi, veste, da nekaj res poglobljeno narediš, da se res informiraš v celoti in potem seveda, je tudi veliko lažje, en fajn nasvet dati, pa sploh pa, če pa imaš kvalitetno zadevo kot zdravilo glukozamin Pharma Nord je, to je vrhunsko zdravilo, Zdaj, lahko vam tudi to povem, da zdaj v zadnjih 2 letih, medicina seveda tudi napreduje, raziskuje, potrjuje, recimo, nekateri se recimo v prvih vrstah borimo za zdravljenje z glukozaminom. Ni vsa stroka takšna, ampak v stroki je pač tako, veste, imate tudi drugo mnenje, poznate to, Pač tako je, različno nekateri razmišljamo in tako naprej, ampak rezultati so pomembni, to je ključno merilo, No in kot rečeno, vse skupaj napreduje, se razvija in zdravljenje z glukozaminom, to prav z veseljem zdajle pripovedujem zadnjih nekaj mesecev, ko sem to zvedel, Torej, zdravljenje obrabe hrustanca z glukozaminom je pridobilo status zdravljenja z biološkimi zdravili. Ne vem, če vam to kaj pomeni, ampak to je zdaj najvišja stopnja zdravljenja. Zdravljenje, ki je najbolj prilagojeno človeški naravi, veste, da zdravimo recimo res s tistim, ki ima kar se da ali pa čim manj ali pa nič neželenih učinkov, Pa podobne lastnosti verjetno, ki jih imajo sicer naši organi, Tako, no v tem stilu, kot ste povedala, skratka, da čim bolj si pomagamo z naravo, ker bio pomeni življenje, to se pravi življenjsko zdravljenje, ampak in recimo tak status ima zdaj zdravljenje z zdravilom glukozamina, Kako je s sladkornimi bolniki? Imajo ti kakšne omejitve pri uživanju? Ja, zdaj spet moramo reči, varni smo, ko se poslužujemo zdravila glukozamin, ker vi, ko recimo nekdo, farmacevtska industrija, ki izdeluje zdravilo glukozamina, to so hudi standardi, Prvič recimo pridobivanje tega glukozamina, Ta glukozamin, to so izvlečki iz narave. Izvlečki iz narave, ki more biti ekološko neoporečna. Potem vsako zdravilo ima nekatere dodatke, mora imeti dodatke. In ti dodatki morajo biti tudi neoporečni, absolutno. Potem, da ne govorimo recimo o nečistotah. V zdravilu ni govora, nič nečistot, nič težkih kovin, ni govora, veste. Za prehranska dopolnila pa nimate tega standarda, No, tako da takšen status, si je to zdravilo pridobilo, no, potem, ko ste vprašala za sladkorne bolnike, Sladkorni bolniki, zdaj bom najprej to povedal, potem tudi lahko, če bo čas, to tudi pojasnil, Torej, vsi sladkorni bolniki so pri jemanju zdravila glukozamin, konkretno, evo, zdaj govorimo o zdravilu glukozamin Pharma Nord, mogoče bi ga v kamero lahko pokazali. Bo kamera približala, vi pa lahko pripovedujete. Ja, no, vsi sladkorni bolniki so pri tem zdravilu, pri jemanju tega zdravila varni.
In zdaj, kaj pri tem mislim? Tu recimo sladkorni bolniki lahko recimo vodijo svojo sladkorno bolezen samo z prehrano, samo z življenjskim stilom, z gibanjem, recimo več gibanja, prehrana, ne, in potem uravnavajo svoj krvni sladkor, da jim ne skoči gor, ne, da se jim ne dvigne. Ne. Potem naslednja stvar, ne, sladkorni bolniki s tabletami si uravnavajo svoj sladkor. Potem še naslednja skupina sladkornih bolnikov so na inzulinu, ne, ki si ga ubrizgavajo. Ne. Torej, vsi ti sladkorni bolniki so glede zdravila glukozamin varni. Tudi marsikoga, recimo, pa zlasti, recimo, veste, čistko podzavestno, naprimer, enega strokovnjaka, nekako podzavest mu nekaj ga vznemirja, kot glukoza, ne, to je sladkor, to je krvni sladkor, glukozamin je pa to zdravilo. Ne? Ampak primerjava glukoze in glukozamina sploh ni možna. Tu ni. Ti dve snovi sta različni kot dan pa noč. Ne? Bova sprejela telefonski klic, da nas gledalci ne bodo čakali. Dober večer, komu? Dober večer. Pozdravljeni, kdo ste? Povejte, kaj želite. Jože. Kaj vas zanima? Veste, ko je tole mama koleno, imam nekaj zrabljeno, pa otečeno, pa ščiplja noter. Pa ne vem, če je to podnojno za operacijo, sem že bil na magnetni. A vam je magnetna resonanca potrdila obrabo hrustanca, gonartroza? Imate diagnozo gonartroza? Ja. Gospod, takoj se lote zdravila glukozamin in ga jemljte redno, trajno in neprekinjeno. Glukozamin Pharma-Nord se jemlje 3-krat po 1 kapsulo na dan, in to jemljite redno in trajno, a veste, ne? Takoj začnite to jemati, takoj. Kako pa operacija? Torej, imate možnost, da se operaciji izognete. Imate možnost. Brez jemanja zdravila glukozamin te možnosti ne bo, imate pa možnost, da se operaciji izognete. Ne? Imate možnost. Vas zanima še kaj v zvezi s tem? Hvala lepa. Prosim. Hvala lepa, lahko noč. Lahko noč. Kolikšne so torej možnosti, da recimo po neki magnetni resonanci oziroma po takem diagnosticiranju še res lahko rešimo sami? Zdaj me sprašujete, mislim, kakšna je uspešnost recimo teh, ki so... Če ta trenutek začne uporabljati. To sem že uvodoma pojasnjeval. Torej, tisti, ki so na čakalnih listah, in ko začnejo jemati zdravilo glukozamin redno, ampak mora biti zdravilo glukozamin, pa mora biti tista doza, ki je predpisana, pa mora biti to redno jemanje, brez prekinitev, obstaja potem 57% možnost, da se operaciji izognejo. In kljub temu, tudi če morajo iti na operacijo, jaz bi še enkrat povedal, je smiselno jemati naprej zaradi drugega kolena, ki je tudi podvrženo isti bolezni, samo se pa stvar tamo še stopnjuje slabša in tako naprej. In sploh potem v celoti gledano je spet dobrodošlo, da pomagamo vsem ostalim 78 sklepom, da se jim začne hrustanec popravljati. Jaz upam, da sva gledalca zdaj malo motivirala, ali pa mu dala nekaj optimističnih možnosti. Glede na to, da se izteka najin čas, morda še to, kje vas gledalci najdejo, na kakšen način stopijo v kontakt z vami, kje dobijo vaše zdravilo in pa predvsem, kakšen je zdaj ta postopek, a bodo vsi jemali kar enako diagnozo, ali si morajo dozo, ali si morajo rezervirati urico časa za osebni obisk pri vas? Ne, mislim, prva tista nosilna informacija je ta, da se pri diagnozi recimo obraba hrustanca v kolenu svetuje redno in trajno jemanje zdravila glukozamin. To je zdravilo, ki je na statusu BRP, to se pravi brez recepta, to pa zaradi tega, ker je varno, tudi cenovno je to zdravilo, po moje, da
smerno dostopno, recimo 17 evrov pa pol, 18, to je en strošek, ki je znosen, a ne. Zdaj pa, če pa kdo rabi še kakšno dodatno informacijo, kar je možno, a ne, potem pa mi svetujemo te naše telefonske številke, ki so verjetno na zaslonu, a ne, 041 769 544, to je mobilni telefon, in 01, to je omrežna, 729 13 82, in mi se bomo potrudili, a ne, z nasveti v vsakem primeru, a ne, tako da ne glede na to, a ne, kakšna je diagnoza in tako naprej, mi se bomo potrudili in bomo pač po strokovni presoji, a ne, svetovali to, kar je v teh primerih potrebno, ne. Želite pa si seveda, ne, da prinesejo sabo tudi kakšne Ni nujno. Zdaj, to je stvar potem dogovora, veste. Če mi recimo ugotovimo, da je dovolj telefonski nasvet, potem je to in s tem grejo naprej in jemljejo svoje zdravilo in se zdravijo, ne. Če pa se je stvar zakomplicirala, ne, kar je možno, potem pa sodelujemo, kot rečeno, da recimo svetovanje izvedemo tako, da se nam pošlje kakšen izvid, pa potem vse skupaj, a ne, mogoče še s kakšno konzultacijo mi recimo naredimo, a ne, in damo nasvet, a ne, ali pa potem tudi v tistih zelo redkih primerih pa tudi svetovanje v živo, ne. Ampak glavnina je to, da mi predlagamo zdravilo glukozamin Farmanord, ki se dobi v vseh lekarnah v Sloveniji, a ne, in v nekaterih specializiranih trgovinah, ki lahko imajo zdravila. Ena od takih verig je recimo Sanolabor, ne, to tudi je znano, a ne, in to se pa dobi, kot rečeno, brez recepta. Me je veselilo, tudi nocoj. Vidiva se znova po počitnicah. Po počitnicah, ja. In za takrat pripravljava nove uporabne teme za naše zdravje. Tako. Hvala lepa za nocoj, Umit Smengež, pa lep pozdrav, kaj ne? Tudi vam, nasvidenje. In lahko noč, ter seveda vse dobro tudi vam med poletnimi počitnicami. Vidimo se znova jeseni. Nasvidenje.